En lep dober večer. Dobrodošli v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU na večeru, ki se imenuje Čas za pravljico in je del dogodka Znanostne grize, ki se že zelo dolgo vrsto let odvija vsako leto tukaj na ZRC SAZU. Danes smo za vas pripravili en prav poseben večer, mečkam bo muzike, mečkam bo pravljic. Zelo smo veseli, da je toliko otrok prišlo. Upam, da boste uživali. Mogoče povem še to, naj se zahvalim za začetek za ta prelep glasbeni uvod Samu Tukatinu in Ani Kravanja. Povedati moram še to, da je to dogodek, ki poteka sicer v organizaciji ZRC-ja, knjigarne Azil in v zelo prijaznem sodelovanju Inštituta za slovensko narodopise, kajti povedali bomo pravljice, ki so jih oni potegnili iz svojih arhivov.
Njihovo delo je precej zanimivo, ogromno imajo raziskovalcev, ki gredo na teren in potem zbirajo te zgodbe in jaz kot laik sem jih spraševala, kako pa dobite te zgodbe, a greste tja v neko vas in potem najdete najstarejšega človeka in so se mi smejali in so rekli, da je to najbolj pogost predsodek, da si to mislimo, te zgodbe včasih povedo tudi otroci, in ti raziskovalci gredo v tiste kraje, odkudar so doma in velikokrat v narečju zbirajo te pravljice. Tudi mi bomo nekaj malega povedali danes v narečju, nekaj bo glasbeno spremljavo, nekaj brez. Tako da, evo, kar na oder za začetek vabim risarja stripov in tudi veščega pripovedovalca Cirila Horjoka Horovica. Radlam se reče Marnberg, tako da to ni Marberg, Maribor, ampak Radle Marnberg. In to je zgodba o marnberškem gosaku. V Marnbergu so imeli enega fejst hudega gosaka. V bistvu je bil hudoben. Preč dobro mu je šlo, pa je rado prevzeten, pa je pa take delo, da je za dečvam laufal, pa jih za krilo šipo, pa za otrokam je laufal, pa se je hršil za njimi. Še občinske svetnike je zalezoval, pa jih grizel noter v noge. Najhujše bo pa to, ko je Embart samega župana, Guzlnoga Boštija, gnal dolta proti Vižngi, da je mogel deti tak laufa dolta proti Vižngi, da se je prehladil in 3 tedne je bil det prehladen, tak prehladil se je. Tu so pa bolj rekli držani, to je pa dejst, to je pa treba konc temu narediti. In so sklenili, da bojo štrafali še tega gosaka, da to ne more žvat tako delati v trgu. Fajn, sam kak naj ga zdaj štrafajo, kaka kazne pravična. Pa so se dobili v mestni hiši, pa se fejst pravhali, kaj narediti. Poje pa Tržan Šterc rekel modre besede. Dragi Tržani, tak je, takega hudodelca je treba fejst štrafati, pa navadna štrafom ga ni dejstvo. Tu ga je treba bako biti. Zdaj pa če hudiču glavo bako cekamo, te v takoj hin. Taka kazen je premila, to je prekratka smrt za takega hudodelca. To ga moramo tak bako biti, da se umatro. Slišal sem pa, da je najhujša smrt v vodi in predlagam smrt z utopitvijo za še tega gosaka. Ma to ni možno! To ni šans, kako se bo utopil! Je rekel svetovalc Purcl, ko ni maru Šterca, 5% ga ni maru. Je rekel, če ga zdaj pustimo čez Dravo, v Dravo preplavo, prevuhredo se bo rikverc obrnil, pa bo preleto Dravo zad, pa spet zad k nam prišel. Zdaj pa, če zad k nam pride, te bo pa res stranje. Šterce pa ni posto še najmanj, pa Purclno. Pa je rekel, pa kaka Drava, pa kdo govori o Dravi? Če imamo pred mestno hišo vodnak globok, v tisti vodnak ga bomo vrgli, pa naj se žvat hudiče vrter utopi. O, so rekli ljudi, to! Gosaka, vodnak, fentimo ga! In so Štercelov predlog soglasno sprejeli. Občinski policaj, Šarfšic, je šel domov po bogn, pa bobno po celem trgu grpa dol, da se je zbral vse, kar je bil bab pa otrok. Vsi so čakali, kaj pa je zdaj še tem gosakom naredili, kaj se je zgodilo. Gosaka so imeli že v zaporu, to je Šarfšic, še z 3 hilferji zjutra, a z rihto so ga vklenili v eno ketno, pa na en star štor prevezali, tako da je bil vklen, ker kaj ni imel. Po so pa šli do gosaka, ga lepo previdno odklenili, pa so ga gnali dolta proti tisti štirni, da ga bojo fentali. Vsem se je odvezil jezok, vsi so žrali, gmajtni so bili, zdaj bojo gosaka fentali, pa je šel narod dolta proti vodnaku. Grejo, pridejo do vodnaka, tam je pa župan Guzl
stopil gr na korito, pa povedal par besed, kakor se spodobil, taki fejst pomembni priliki. Pa je spomnil Tržane na vse grehe, ki jih je naredil Gosak. Pa je spomnil, kak je za dečvami laufo, pa jih za kikle pipo, pa kak je za otrokami hršil vse, kak je mestne svetnike preganjal in ne nazadnje tudi kak je njega, župana, gnal dolta proti Vižnji, da se je prehladil, pa 3 tedne bolj mogel se cajta, da k sebi prišel. Pa je pa rekel, zdaj pa fertik, zdaj pa z Gosakom noter v vodnjak, je rekel, zdaj ga pa zaflosimo noter. Žvat je padla noter, zdaj malo se je potopil, sam je Gosak tako je gr preplavil, pa je pa malo sem pa tota, pa v tem vodnjaku šel, malo levo, malo desno, na koncu pa sred vodnjaka ostal, pa tisti dolgi vrat zvil gr, pa gr pogledal unih 16 glav. Ko gre tam glih 16 se jih je nabralo tam okrog unga vodnjaka, vsi so se nabulali, co, ali da bi videli, oni so dolta gledali Gosaka, Gosak pa zad gr. Se sem vedel, da kar kaj ne bo, a kak se v otopu le plave, a že ti vodiči, Gosak. Je rekel Purcel, Šterci sploh Purcel na am ni vzel. Ampak je samo fejs se nagnil čez vodnjak, pa dol pogledal, pa zakričal, hudičo Gosak, si mislil, da je to fertik? Ni, to je že začetek! Pa ruknil s komolcem župana pod rebra, župan je pa takoj vedel, samo obrnil se je proti babam, pa rekel, babe vodo nosit! In so babe zalaufale se domov po škafe, pa nosile vodo pa zajemale. Sreča je pa to, da je v Vaškem potoku bod dosti vode, ker če ne bi mogli dolta do spodne Vižnke, ali pa Bog ne daj celo do Drave nositi, tebi še le trajalo, da bi ne nosile. No samo babe se niso pustile, se nosile, pa počasi, vedno več vode bo noter vodnjako, bolj so nosile, bolj je voda rastva, na koncu je zrasla že čist do vrha. In še ti Gosak, ko je prišel pač skoraj do vrha, je habe razširil, pa zahabal, pa je zletel, še ti so pogledali, pesti so še tak mahali, fejs pa šrajali za njemu, samo Gosak je potem že šel tam čez Dravsko pole in v bistvu ga niso videli nikoli več. Gmajtni so bili fejst, da ga ni bilo več, da so se ga znebili. Pravhali so se še marsikaj pa razlagali o tem, kako so še tega Gosaka probali fentat. Šterc je bil bolj tiho, no. Šterc nekaj govoril. Purcel je pa čudno razlagal, kako so Gosaka ubijali in pol je Embart moral enemu skontarju, tako še temu samo to što to povedati, zdaj pa kar mu skortar ve, to pol cel svet zve. Tako sem tudi se to zgodbo zvedel, tako kar sem jo zvedel, tako vam jo zdaj tudi povem, to je to. To je bila Koroška, ne? A ste razumeli? Radlje ob Dravi, a ne? Ja, takole potem to zgleda, ne, na terenu zbiranje. In ti zapisi, Inštitut za slovensko narodopise potem mnoge te pravljice izda dejansko tako, kot so napisane. Tako da, če hočete kakšen nov mentalni zalogaj, si kaj tazga preberite in se probite prebiti skozi to, a ne, kaj tam zares piše. Jaz vam bom pa povedala eno iz Beneške Slovenije. Tam je bil enkrat en Etko. In klicali so ga Etko Buzetko. In tale Etko je bil tak poseben fant. En dan reče mama, Etko, daj mi ti drva prines, prosim. Etko jo pa gleda, pa prav, ne. Mama ga takole pogleda, kaj? On pa, ne. A je bil nagajiv? A ste vi tudi daj taki? A ste kdaj mečkam poredni? Ja, Etko je bil tudi tak, ja, zelo je bil nagajiv. In tako so šli dnevi in en dan se on spomne, da bo šel malo na potep, a ne, da bo videl malo širni svet, kako je kaj tam okrog hiše, a ne, kam je bilo že dolg čas. In gre v gost, in hod, in kar ure minevajo, in vedno bolj daleč je bil doma. In naenkrat on ugotovi, da se nekaj sliši lele iz trebuščka, ne, da je lačen.
da so pajčevine ratale noter in da pa že veliko ur ni nič jedel. Pa pomisel, joj, če grem pa zdajle domov, jih bom pa fasil. Bož, da ne grem domov. In gre raje kar malo naprej, namesto da bi šel nazaj. Pa hod in zagleda eno tako lepo drevo, na katerem so taki lepi sadeži viseli dol, ena taka sočna hruška je bila to. Take velike stare hruške so bile gor. In je splezel gor in jih je začel jesti in jih je toliko pojedel. A veste, koliko jih je pojedel? Več kot 10. Res. In tako je bil vesel, tako se je fino nahranil in potem je kar lepo sedel na tisti hruškici gor in užival. In je že pozabil, ki je zdaj dom pa mama pa vse to. In potem pride mimo ena tetka, ena stara tetka. Takole pride mimo pa reče, Etko, daj mi eno hruškico. Kaj mislite, da je Etko naredil? Kaj je rekel? Ne samo, da je rekel ne. Rekel je, ne, baba. Res, ne, baba je rekel ne. Ona se pa ni dala. Ona pa spet, Etko, daj mi eno hruškico, prosim, daj mi eno hruškico. In tako je ona šla, pol ure je to govorila. Zdaj si pa predstavljate, on tam leži, fino se je najedel, tako lepo mir, krošnja, pa mu pa ona tam v spodi gnjavi, daj mi hruškico, skozi pol ure. In pol je imel že toliko poln kufer, da je vzel eno pes hrušk in jih je lepo dol fliknil. A pa mislite, da je bil pol mir? Ne, ni bil mir. Ne, ona je pa pol rekla, Etko, ne vidiš, koliko sem je že stara, hrbet mi boli, daj prid pa mi ti pober. Etko si mislil, pa sem mi dal hruške, a zdaj pa še to. Pa si pa mislil, pardon, ja nič, bom šel zdaj dol, sej počasi že treba je dol iz te hruške, in je rešil dol in začne pobirati te hruškice njej, vmes pa ona kar enkrat oživi, takole potegne iza hrbta eno tako veliko belo vrečo in hop, na Etkota in ga zapre noter in ga zaveže in si ga da na rame in gre. Etko to nič ni bilo jasno, kar naenkrat je bila tema in on nekje na eni tetki hod. In pol prideta, mislim, saj je imel rad dogodivščine, ampak ta je bila pa že malo tako mejna, In pol prideta do ene hiše, on sam slišal, tako se vrata odprejo, tako zaškripajo in pol tale teta ga da tako na en žebu, tako na vrata ga obes in pol takole potrepla tisto torbo z njim in reče, kakšna dobra večerja bo tole. Ker ta baba je bila čarovnica. A si morate misliti? A ste vi že videli kdaj kakšno? Ta je bila čista prava, res. In Etko, in pol je še takole malo, takole še enkrat potrepljala, kako bo tole dobro, se mi že sline cedijo, sam še po drva skočam. In je šla ven. Takrat si pa morate misliti, sej Etko je vse živo že doživel, ampak kaj tazga pa še ni doživel. In pol je tam sedel v tisti vreči noter in si je mislil, Madonna, kaj čem pa zdaj? In ni vedel. In pol si je rekel, dihi, a veste, a vi to znate tako, globoko dihaj, notranji mir, umiri se, a ste to kdaj probali? Tako, on je to probal, res? In pol se je čisto umiril in je rekel, nekaj se moram spomniti, Madonca. In pol začne brskati, če ima kaj po žepih, se je imel vse živo, tudi še 2 hruške tam je ven potegnil, ampak kaj če zdaj s hruško, ampak pol je še mehen globi pogledal in je imel noter en tak mehen nožek. In pol on takole fino razpara in skoči ven, A mislite, da je šel pol domov? Ne, ni šel. Če bi bil to en drug otrok, bi prišel ven, bi jo sam ucvrl proti domu, Etko pa ne. Etko pride ven, pa takole malo gleda tisto hišo, pa si misli, Madonna, me je tale baba ušpičila, jam tudi kaj ušpičil. In pol še malo razišče in najde eno štalo in noter enega ogromnega petelina. In ga je ujel ga je z eno špago, ga je ujel in ga je lepo fino strpil nazaj v vrečo. In pol je to vrečo obesil gor na kaveljček nazaj. In ker je bil to glih Etko, se njemu še zmer ni dali domov. In se je rajš v eno lukenco skril, da bo on to gledal, kako bo zdaj to izgledal, zdaj ta glavni žur pride,
In pride pa res tale čarovnica nazaj z drvmi, a ne vse, si priprav, lonc, voda in čez ran takole spet malo potrpla uno vrečo. Še si tukaj, jaj, kako mi čakam, kakšna bo to večerja. In on še zmer gleda, kaj pa zdaj. In ta voda zavre, ona prime ročno v tisto vrečo. A ste vi že kdaj metali not makarone, a ste pomagali kdaj doma kuhati? Ne! No, morate paziti, da ne špricne, ne? Ker to, če moraš glih ta pravo višino, ne? In ona vrže tisto vrečo in pade ven ogromen petelin, s tistimi krili začne mahati, a ne? In seveda je vse po špricu. Tista vrela voda je posod špricala. In veste, kaj se je zgodilo? Čarovnica je umrla v trenutku, padla dol, konc. To je bilo to. Resno, ni jo bilo več. In Etko pride ven, pol je pa kar naenkrat pomislil, zdaj sem pa jaz že kar malo utrujen, tole je pa bil orang dan, ne? In je rekel, grem jaz kar počas pro domu. In je lepo šel, in je hodil, in vmes je seveda že čisten noratar, in on se je 3-krat zgubil, in pol je res že rato toliko utrujen, pa zaspan, pa lačen, pa vse, da se pa že kar jokat začel in sploh ni vedel, bo on sploh kaj domov še prišel, ne? In pa zasliši iz daljave tako vid bakle, pa eni ljudje kličejo, Etko! Etko! In pride zraven in pa zagleda svoje starše in pa se je kar zjokal in je tako, mami, jaz sem toliko zaspal, jaz sem toliko utrujen, tole je bilo pa res čist preveč, ne? In pa seveda ga je mami pocrklala in mu je en kakav skuhala in ga je spravila v posteljo. In veste, kaj je pol on rekel? In je rekel zvečer, preden je zaspal, mami, od zdaj naprej bom pa jaz kos priden. Ampak mami je pa vedela, da okej, za tist dan. Tako da malo nagajiv je treba biti, a ne? Zdaj bi pa povabila Katjo Preša, ki nam bo pa povedala pravljico o dečku, ki je pobiral grah. Pejt od doma, pa se znajdi po svoje. In res, ta sin je šel od doma. In je hodil 3 dni in 3 noči. In takrat je nekje v daljavi, utrujen, sestradan, zagledal ena velika vrata. Pa je na ta vrata potrkal, pa so se ta vrata čisto počasi odprla. Ena glava je pogledala ven. Ta fant se je malo ustrašil, to je bila grofica. In ta grofica je rekla, prosim, pa je rekel ta fant, lačen sem, 3 dni in 3 noči že hodim okrog, bi lahko pri vas prenočil pa kaj pojedel. Pa ga je grofica premerila od glave do peta, pa je rekla, kar pridi noter. Pa je premišljevala, kdo je ta fant,
kaj hoče. Nač je rekla, tukaj pri nas bo prespal, ampak en stražar naj gre z njim, seveda, tako da ga ne bo videl, naj se uleže stražar pod posteljo in naj celo noč bedi in opazuje, kdo je ta fant. A je to res nek berač ali je to kakšen bogataš? Če je... No, to vam bom potem povedala, kaj se je zgodilo. In res, ta fant je šel spat, pod njegovo posteljo pa se je ulegel stražar. In fant je bil strašno utrujen, pa se je ulegel v posteljo, pa je že skoraj zaspal, pa se je spomnil, joj, moja torba, kje je moja torba? Oče je rekel, naj vse, kar najdem na tleh, spravim v torbo, da mi bo še prav prišlo. Rekel, torbo moram imeti pri sebi, dati si jo moram pod vzglavje, da mi jo nihče ne bo vzel. Je našel tisto torbo in si jo dal pod vzglavnik, pa se je zmotil, napačno jo je obrnil, tako da je tist, ko pokriješ, ne, ko jo zapreš, je dol gledal. In se ta fant uleže na vzglavnik in poskuša zaspati. Je pa imel v tisti torbi 3 grahe. Pobral jih je na tleh, tako kot mu je oče naročil. Pa ravno, ko se je ulegel, pa se je malo premaknil, pa se skotalijo tisti 3 grahi na tla. Fant vstane, pa jih pobere, pa jih da nazaj v torbo. Pa se spet uleže, pa leži, pa se te 3 grahi spet odkotalijo na tla. Pa fant spet vstane, pa jih spet pobere, pa jih da v torbo, pa se uleže na njo, pa se grahi spet odkotalijo na tla. In tako je bilo celo noč. Zdaj tisti stražar, ki je ležal pod njegovo posteljo, ni čez vedel, kaj ni si mislil. Je rekel, ta fant kar naprej vstaja iz postelje, neki šar po tleh, daje not nekaj v torbo, to je en čuden tič. Pa je bilo jutro, je prišla grofica Ferbčna, tako da ni mogla celo noč tudi sama zatisniti očesa. Je rekla stražarju, kaj je bilo, vse mi povej, kdo je ta človek? Je rekel stražar, jaz ne vem, kdo je gospa, ampak celo noč ni zatisnil očesa tam okrog 5 zjutraj, ko se je začel že daniti, takrat se mi je zdelo, da je malo zasmrčil, ampak čist malo, 10 minut. Grofica, ko je to slišala, je rekla, to mora biti en poseben človek. To ni navaden berač, ta ima nekaj za bregom. Tega fanta je treba klele v gradu not zadržati. Hčerko imamo, po mojem je zaradi hčerke prišel. Pa taka fajn punca. Bom jaz to uredila, je rekla grofu. Rekla, grof, poslušaj, tega fanta bomo še en večer gostili. In je to tudi fantu povedala. Je rekla, ti boš še en večer pri nas prespal. Prav, saj kaj boš zdaj klele fant okrog hodil, poglej, kako je klele, vse temno, nikjer nič, noben ga ne poznaš, kar pri nas bod. In res, naslednjo noč je grofica spet poslala stražarja, naj se uleže pod posteljo, fant je šel pa spat. Ampak tokrat si je tisto taško tako naštimo, da je bilo vse prav, ulegel se je na njo in zaspal k ubit. Naslednje jutro, grofica spet vsa Ferbčna, sprašuje stražarja, kaj je bilo danes po noči. Je rekel stražar, nič, danes je pa spal k zaklan, vam povem, malo je smrčil, ampak nobenega premikanja, ne vem, če se je sploh enkrat obrnil tam na tisti postelji. Grofica je rekla, to mora biti en čist poseben možakar, graščak, mogoče je celo kralj. Po našo punco je prišel. Vem, da je prišel po njo. Zdaj pa kako to urediti, ne? Grofica je takoj hčerko poklicala in rekla, lej, tale te je prišel snubet, ne upa si povedati, ampak jaz vem, da je tako. Fanta je poklicala in rekla, vidva se kar malo opazujta, tukaj grem jaz malo okrog. In res, te dva sta se gledala, pa sta si bila kar všeč. Bolj, ko sta se gledala, bolj sta si bila nekako simpatična. No, in kakor gre v pravljicah vse zelo hitro, je šlo tudi v tej pravljici tako. Ni minil par dni
že so priredili eno veliko slavje. 3 dni in 3 noči so pel, razgrajali, kozarce metali, vse take reči. Ko je bilo pa tega slavja konec, pa ko so se glave zbistrile, so se začeli tudi te povabljenci spraševati, kdo je ta fant? A ga je kdo še kdaj videl? Kaj je to za en grof? Nihče ga ni poznal. Pa so se praskali po glavi, pa en rekel, ta je sigurno iz rdeče dežele. Rekel je en drug, ti nimaš pojma, ta je iz zelene dežele. In so tako premišljevali, Ferbec jih je matro, neverjetno. Grofico je pa tudi začel počasi razžirati. Odkot je ta fant? Sigurno je sijajen grof, ampak kje je njegov grad? Pa je rekla čez nekaj časa, poslušaj, veš kaj, fino bi bilo, če bi se tudi s tvojimi starši spoznali, no, če ne midva z grofom, pa vsaj hčerka, kaj če bi vidva šla na obisk k tvojemu očetu pa mami na tvoj grad, tok da predstavaš nevesto. Zdaj pa ta fant rekel, kaj če reč tašči, ne? Predolgih zgodb ne moreš govoriti, boljše, da ji sam pokimaš, pa slediš tem njenim navodilom. In je rekel, prav, bova šla, se strinjam, bova šla. In je res zapregel kočijo, 16 konjev, nevesto noter v kočijo posadil, prtljage en kup in sta šla na pot. In sta se vozila 3 dni in 3 noči. Strašansko utrujena. In je rekla, poslušaj, 4 dni pa 4 noči se že peljeva, pa kdaj bova prišla do tvojega gradu? Kje je ta tvoj grad? Jaz sem čist izmučena. Je rekel fant, počakaj še čist mal, res, obljubim, še čist mal mava do tja. Ampak je vedel, da ni tako. Nič si rekel, tole puško bom vzel, šel bom nekam v najbolj temen konc gozda in se bom kar ustrelil. Jaz si ne morem več lagati. In res, ona je malo zadremala, on je pa vzel puško in je hodil tisti temen gozd, da bi se ustrelil. Pa se kar naenkrat začne v grmovju nekaj premikati, pa iz tistega grmovja ena bela glava. Beloglavec. Pa ga ta fant zagleda, malo se ga ustraši, pa prav beloglavec, kaj pa ti počneš kvele s tole pištolo? Je rekel fant, do gradu moram peljati svojo nevesto, ampak tega gradu ni. Pa sem se odločil, da se bom kar ustrelil. Je rekel beloglavec, a nenorno, fant, lepo te prosim, takole mlad se už strelil kle sred gozda. Poslušaj, sam mal naprej bosta šla še s tvojo nevesto, pa boš prišel do enega velikega, lepega gradu. Tja not se lahko vselita, ampak pazi, dobro me poslušaj. Samo leto dni lahko ostaneta v tem gradu. Čez 1 leto se bo grad enkrat zavrtel. In takrat morata samo bežati ven z gradu. Če se grad še enkrat zavrti, ne boš videl več svoje neveste nikdar. Dober, si rekel fant. Prav, se pa ne bom ustrelil, res. Je šel nazaj čez tisti temen gozd do svoje neveste, jo zbudil, rekel, pejva naprej, čist blizu sva, tako kot sem rekel. In sta šla res še par korakov naprej, tam se pa odpre en sijajen, bel, bleščeč dvorec.
obrnil. Takrat se pa fant spomnil. Eno leto je okrog, grad se ne sme obrniti, pa je laufal okrog po gradu, da bi našel svojo nevesto, ženo zdaj že, pa je ni našel. Pa se v tistem grad obrne še enkrat. Pa išče tisto nevesto svojo, pa je ni bilo nikjer. V eni sobi, 12. sobi za povrstjo, ki jih je preiskal, je eno mamco srečal. Pa je rekel, mamca, a ste kaj videli mojo ženo? Iščem jo že po celem gradu. Reka ta mamca, to si me pa lepo nagovoril z mamco, ker si tako lepo vprašal, ti povem. Ne boš jo videl še prav kmalu. Grad se je obrnil, to ni nič dobrega. Tako da poslušaj, kaj moraš narediti. Pejdi do pekov in jim reč naslednje. Spečte mi kruh iz žita, ki je bilo 12-krat zmleto in 12-krat presejano. Specite mi 12 pogač kruha. S tistim kruhom se moraš pol takoj vrniti do gradu, kruh postavi pred vrata in ga pusti, da bo govoril v tvojem imenu. Govoreči kruh, ne? No, tako te premišljeval, je rekel, hitro grem do peka in res, peko me naročil, vse to, 12-krat zmleto žito, 12-krat presejana moka, 12 pogač kruha, vse to je dobil in jih je prinesel pred grad, jih je postavil pred vrata in čakal. Tistem, nekje v grmovju spet nekaj zašumi. Pa se pojavi ena siva, bela glava. Beloglavec je bil spet. Prišel je do gradu, se postavil pred vrata in je rekel, vrata, odprite se. V tistem je pa tist kruh, ki je ležal pred vrati, spregovoril. Tistih 12 pogač, takole se je slišal, je reklo, ne bomo odprli, če imamo svojega gospodarja. Posliš to, beloglavec je rekel, vrata, odprite se! Pa spet kruh pred vrati spregovori, pa prav, ne bomo, ker imamo svojega drugega gospodarja. Pa je rekel ta beloglavec, vrata, odprite se! Pa spet kruh, govoreči kruh, reče, mi imamo drugega gospodarja. Takrat je pa beloglavec poblaznel. Zapodil se je v tista vrata z glavo, da bi jih odprl. In takrat se je razletel na 1000 koščkov. Ta fant, ki je pa vse to opazoval tam zraven, je pa potem, ko je videl, da beloglavca ni več, prišel do vrat, jih lepo odprl, s sabo vzel tist govoreči kruh, šel noter v grad, preiskal par sob in v eni od njih našel svojo ženo, vso veselo, zdravo in poskočno, jo objel in poljubil. In od takrat naprej sta ta dva živela v tistem gradu do konca svojih dni. Najlepša hvala, Katji, za tole krasno pravljico. Jutri, ko boste za zajtrk jedli žemljo, lahko tudi kakšno rečete z njo. No, in bomo še nadaljevali še z našo zadnjo pravljico, še ena kraljevska, ki jo bo povedal Boštjan Napotnik Napo, in to je pravljica o kralju Matjažu. Če se deremo majke, ful boljša, ne, uja. Ok, kralj Matjaž,
zakaj, ene 3 pravljice so mi poslali po mailu, ne, in potem sem najprej, ena je bila v nekem mačku, pa v nekem petelinu, ok, sem rekel, ta je kar smešna, ampak potem sem pa takoj videl to v Kralju Matjažu in to pravljico je Milko Matiča, to je en gospod, ki je hodil okrog in je pravljice poslušal, to se meni zdi kar dobra služba, recimo v življenju, bolj jih moraš seveda tudi napisati in mu jo je ena gospa povedala 25. januarja 1951. Ne. To je natančno 21 let, preden sem se jaz rodil in sem rekel, to je moja rojstnodnevna pravljica o Kralju Matjažu, to nujno moram deliti zdaj z ljudmi. In ta pravljica v bistvu podre ene par mitov, ki jih imamo o Kralju Matjažu. Prvi mit o Kralju Matjažu, jaz ga kako se vam zdi, Korošc je on, ne, ker je noter pod peco Kralj Matjaž. Ne, ampak zdaj v resnici, ne, Ciril Oprost, sodeč po tej pravljici, ki jo je Milko Matičatov poslušal v Savinjski dolini, je Kralj Matjaž Savinjčan, ker je škrt k prasica. Mislim, ali pa itak veste, kako so nastali Škoti, ne, tako da sta imela Savinjčanka pa Gorenc otroka, ne, ki so ga izgnali, ker je bil preveč razsipan in je pol postal Škot. Zelo škrt Kralj Matjaž. Druga stvar, ki jo mogoče ne veste o Kralju Matjažu, da je on zelo fashion guru. On je kot Alan Hranitelj. Skratka, v tej pravljici obleke, stylingi so zelo pomembni. Kako je kdo oblečen, predvsem on, Kralj Matjaž, skratka obleke, bodite pozorni. Skratka, Kralj Matjaž zelo škrt, ampak za cote ni škoda denarja, zelo lepo oblečen. In tretja stvar o Kralju Matjažu, da v bistvu se noče zelo obnašati kot kralj, ne, da skozi daje malo na test, skozi malo testira, ali bo do njega ubogali to, kar on reče. Začne se pa v bistvu čist, in tudi ta gospa Mica, ne, Štamfelnova Mica je govorila to pravljico, ona je očitno ni bila čist zbrana, ker neki tvezi v resnici, ker to zdaj zadeve ne grejo v nekem logičnem zaporedju niti, ampak je pa kar ene par zabavnih momentov. Prvi je ta, da začne se s tem, Kralj Matjaž je imel ptiča, ki je govoril. Ima kdo ptiča, ki govori? Zdaj te papige, ki so smešne, ali pa te indijski kosi, ne, ki znajo. Ampak ta ptič je ne sam, da je znal govoriti, ptič od Kralja Matjaža, ampak je znal povedati vse, kar se je tisti dan zgodilo, ali pa kar se bo tisti dan zgodilo. Tako je tak ptič, ni sam govoril, ampak je bil tudi pameten. Po mojem bi znal tudi domače naloge reševati, recimo iz matematike, ali pa znal bi tudi kaj narisati. Ampak seveda temu ptiču je bilo treba dati, vsako jutro mu je bilo treba dati malo teranovega likerja in malo pšeničke je pokljuval. Ne. Če ni dobil teranovega likerja in pšeničke, je bil kar tih. In zdaj on je pogovoril in nekega dne Kralj Matjaž zjutraj se zbudi, hitro se mu je mudil v svojo kraljevsko službo, pozabi dati temu ptiču liker, pozabi dati pšenico in lepo gre, pride popoldne domov in reče ptiču, no zdaj mi pa ti povej, kaj se je tukaj dogajalo in ptič. Čakaj, da mi boš povedal, kaj se je zdaj tukaj dogajalo, lepo te prosim. Čakaj, so midva skregana ali kaj? Daj mi povej, kaj se je dogajalo. Daj povej, kaj je narobe, no ne bo zdaj skregana. Daj lepo se pogovorva, ne lepo mi ti povej, kaj je to, kaj imaš težavo, ne? On reče, kaj misliš, da ti bom jaz govoril, kaj se je dogajalo, ker mi nisi dal ne likerčka, ne pšeničke zjutraj. Pozabil, niti mu nisi, in pol takoj mu prinese, ful mu nasuje pšenice, likerčka mu je dal kar en litrček. In ptiček zdaj tam nekaj in reče, ja, kaj se je dogajalo, ne? Alenčico so ti odpeljali, ne? To Alenčica je pa punca, ne, od Kralja Matjaža, ne, punco. Alenčico in čak to bi mi pa res lahko takoj povedal, ne, pa sej ti mi, v glavnem, ne, prav nisi mi dal pšeničke, ampak zdaj ti pa povem, ne, skratka, Alenčico so ti odpeljali, kdo? Turki, ne? Valjda, Turki, to je ta prav strah, zmeri Turki bodo prišli, bodo vse odpeljali in odpeljali so Alenčico in reče, ok, zdaj, ko vse veš, zdaj sem ti dal res liter likerčka, kje je ta moja Alenčica? In on reče, ja, Turki so odpeljali in plešajo z njo pod neko lipo. In zdaj takoj pride ta fashion moment, Kralj Matjaž reče krojaču svojmu, dajte mi prosim ene te turške hlače, dimije, ne, na elastiko spodi, turške škornje,
to ne vem točno, kakšni so, predstavljali so neki rdeči, taki sijoči, sem si jaz predstavljal, da so turški lajpček, brezrokavnik, ne, belo srajco, je imel kar svojo, ampak je malo napihno še v rokavih, tako po turško in fez. Tako on se je nekako zdaj, da bo on tudi kot Turk in se je odpravil zdaj pod to lipo. To je on zdaj tako je v GPS pogledal, kje je ta lipa, kje zdaj oni plešejo, lipec svatu, ne, skratka, cel ples se tam dogaja, ampak ti Turki so bili blazno podjetni, ne. Turki so rekli, z to alenčico, ko imajo oni tam, si lahko plesal, če si dal nekaj denarja. Ne. Tako so rekli, pač treba je plačati, ne, ona je tle, ona pleše z vami, ampak treba je dati denar. Kralj Matjaž pride, tam reče, tole zalenčico, s tole punco bi plesal mal, in mi da tam neki denarje in oni reče, čak, zdaj za ta denarjo niti gledati ne moš, kaj šele, da bi ti jo pustili ne, v roko pored, kaj šele plesati z njo, ne, jaz ti mal resen, ne, tle vidimo, da je bil on Savinčan, ker je res ful premal denarja. In takoj pol gre mal stran, grunta, koliko bi bila zdaj neka primerna vsota, ne, recimo, da je prvič dal 2 evra, ne, recimo, ne, pol drugič pred nazaj in reče, ok, imam tle tudi 10 evrov, a lahko zdaj mal plešem z njo in reče, ok, lahko zdaj mal plešeš in začne zdaj plesati za lenčico in ona mu reče, ej stari, dej, a lahko daš mal več denarja, recimo jim, pa pol lahko greva midva na sprehod, pa pobegneva. Ona je tako zdaj ta plan, ne, on se prej ni spomnil, da bi lahko mal več denarja. On pride, kaj, odplešete in pride reče, a lahko še eno rundo z njo plešem, ampak bi dal zdaj 25 evrov, ne. Reče, oni za 25 evrov lahko gresta pa na sprehod. In res 25 evrov, one dva gresta, najprej malo zaplešeta, gresta ven, gresta na sprehod in pobegneta. Tako prav Štanfelnova mica. Te Turki so bili blazno neprevidni, ne, očitno. Skratka, one dva pobegneta in prideta nazaj v ta grad. Zdaj pa se po tej pravljici zgodi zelo sodoben moment spaminga. Ne, zelo sodoben moment. Kralj Matjaž namreč dobiva pošto od teh Turkov, naj pride nazaj k njim. In očitno mu ti Turki skozi pošiljajo pošto, ker pol v nekem trenutku on reče, dobivam toliko pošte od teh Turkov, sorry, da res moram iti tja k Turkom pogledati, kaj zdaj tam je. Ne? Ampak da pa prej navodila za uporabo. Ne? Ko mene ni, reče kralj Matjaž, ko mene ni, se dogaja tole. Ne? Morate sprijeti vsakega človeka, ki vas bo prosil za prenočišče. Okay? Vzemite begunce, tudi če pride od kjerkoli, kdorkoli reče, če lahko tukaj spi, lahko prva spi v tem gradu. Ne? Morate vsakemu človeku dati priložnost, da mu date tudi službo. Super. Mu dali tudi službe, tle na gradu je skozi kakšna služba. Če pa, ne, to pa zdaj se začne to programiranje if zanke, če mene 7 let ne bo, 7 let, kdo star 7 let, ta mali, kdo je star 7 let? To, bravo, a ni dobro biti star 7 let? 7 let je najboljša možna starost, 7 let, to je pravlično število. A kdo star 3 leta? Tudi pravlično število, 3 leta, super. A kdo star 9 let? To je tudi še pravlično število. A je kdo star 8 let? Je imel lani pravlično število. Pa naslednjo let ga bo imel spet, da veste. Ampak v tej pravljici je 7 to pravlično število in kralj Matjaž reče, če mene čez 7 let, če me ne bo, Alenčice, si pa lahko ti zdaj dobiš drugega moža. Ljubčka, fanta, tipa, ne vem, s katerim boš. Ampak ni zdaj dosti sam, da 7 let mine. Ta, ki bo hotel biti tvoj mož, bo moral znati jahati mojega konja in ta konj je res zoperen konj, ne, zatežen, meče vse po tleh. In moral biti dosti močen, da bo svojo sablo lahko presekal železna vrata na pol. To je, železna vrata je... Skratka, z drugimi besedami, punca, ne boš se mogla poročiti, če mene čez 7 let ne bo nazaj. Ne? In zdaj on gre, očitno zdaj v tej pravljici, v Turčijo. Tam se zdaj zgodijo neke te epizode, ki niso toliko zelo za otroke, ne? Ampak bom vsaj njih povedal. Ne? Pač prva epizoda, ko pride on tja, se usede k tem Turkom za mizo in Turki rečejo, daj pokaž svojo sablo. In on reče, kot ta Etko model, reče, ne bom. Daj pokaž nam svojo sablo, stari. Ne bom. Ko vas briga moja sabla? Ne, daj nam jo pokaž, ne, daj da vidimo. Ko so vsi pokazali te svoje sable. Oni so vsi že, ja, pa kva ste jih pa pokazali, rekel, jaz se ne bom. Ne, daj nam jo pokaž. Ej!
če vam jaz pokažem sablo, če potegnem ven, bo šla mokra nazaj noter. Mokra od, veste od česa, od krvi. In oni rečejo, daj pokaž. A pokažem? Pokaž. On sam pokaže sablo. To popadajo glave dol, kot v risanki Mariolino, ta stari, fotrija, veste, Mariolino, ki smo imeli risanko unmu, ki se mu je skozi glavo vrtela. Tako nekako te glave dol Turkom, ampak zdaj oni njega niso mogli ubiti. Zakaj ne? Zato, ker je on prej povedal, on jih je prosil, da ne da sable ven, oni so sami hoteli. Niso ga mogli skratka ubiti, lahko so ga pa, ne vem zdaj sicer kako, ker jim je posekal glave, to tudi Štafelnova mica tle je malo bila šipka, ga pa nekako, je pa res, da sam napiše, da je vsem 12 Turkom, skratka 12 je bilo teh Turkov očitno, in oni ga brez glave zaprejo, zazidajo ga v nek stolp. Ne? Stolp. Zazidajo ga v stolp in ga pustijo not v tem stolpu 7 let. Ko si se ti rodila, njega zazidajo v stolp in zdajle je minil 7 let, vmes 7 let mu niso dajali nič za jest, nič za pit, je hodil nek angel, pa mu je dajal za jest pa za pit in Turki so mislili, tak zdaj v teh 7 letih, ki je on zazidan not, to bo sam še v smetišnico ga bomo pometali, ko bomo prišli not. Odprejo vrata, noter pa mega hipster zdaj po 7 letih. To je bila brada, takale, pa on je že tako po naravi bolj kosmat, recimo tako kot Ciril, tako, res tako, ni neke take piškave brade kot jaz, ampak tako resno, resna ta moška, koroška, ta brada, velika, tudi gor po glavi je bil veliko bolj kosmat kot jaz, mnogo bolj kosmat, recimo tako, rečemo zdaj neka kombinacija tega gospoda tukaj, njega in njega, recimo, tako, vse je imel in tak, bad afro, res kosmat, 7 let in on je zdaj kar lahko šel, on je lahko šel po 7 letih, ko so oni odprli, on gre in pol hod po neki planjavi, začne pihati veter in v 7 letih je obleka, ki je on nosil, toliko preperela, da mu je vse odpihnil dol. Razen, ker je bil seveda Savinjčan in je bil škrt, je pod pazduho skrival še, pod vsako pazduho eno mošnjo denarja. To prav Štafelnova mica. Skratka, njemu zdaj veter mu odpihne cote, če si zdaj predstavljate ta prizor, to je lahko tak epski video spot, recimo, tipa, ki pride ven iz gradu, z mega brado, ful čupo, kosmat, gre, veter mu odpihne obleko, ima pa še zmer tako 2 denarnici. In hodi po neki taki turški stepi, ta kamnita pokrajina, brez rastlinja, nič, veter piha, piča ga v obraz, grozne stvari se dogajajo. In pol sreča nekega pastirja. Pastiri so povsod, in on reče, lej, pastir, daj ti meni svojo obleko, jaz ti dam pa te 2 svoji denarnici, polni z vsem denarjem. In pastir reče, joj, ne ti bom jaz dal svojo najbolj nobel obleko, bom šel v omaro, imam res lepe obleke, poročne, od mature, imam vse še spravljene s kravato, vse tudi te sukniče z dvorednim zapiranjem, hlače na rob, vse ti, ne, rekel, ne, nočem tega, jaz hočem to prav te tvoje čobanske, pastirske, cote, grde, raztrgane od tebe imeti in ti dam te 2 denarnici. Roka, zamenjate zdaj te, on da njemu denarnice, on ima zdaj obleke in zdaj je seveda spet pripravljen, da gre naprej. Nima več denarja, ima pa obleko, ima brado, ima frizuro in ima samega sebe, to zavest, da ga doma čaka ta Alenka. 7 let je minil in zdaj on pride in zdaj je že 7 let in par dni mim. In tam že prihajajo neki tipi, ki bi se radi s to Alenčico poročili. Ko so že, tle je grad, bejba dobro zgleda, konja ima, tipa ne bo več nazaj, gremo zdaj mi in so zdaj vsi probavali tega konja. Rodeo so hoteli sejati. Imamo rodeo, rodeo pri Alenki, vsi probajo tega konja zajahati in konj seveda ne. On se ni strinjal s tem. Prišli so najhujši jezdeci,
Tale, kaj je bil naš popevkar? Rafko Irgolič, moj črni konj je bele barve, on ga je probal zajahati, ni šlo. Vsi te iz Lipice, trenerji konjev, belih, lepih lipicancev, nič, neukrotljiv žrebec je bil ta od kralja Matjaža, ni se pustil, vse je pometel dol. Ene je kar zgrizo, ene je skopiti po brcu, ene je z repom po faci pomahljal, enim je kar konjske fige v usta na tresu, nič se ni se pustil, skratka, nič. Ne, pride pa pol kralj Matjaž, ki pa seveda zdaj niso vedeli, da je on kralj Matjaž, ker je bil toliko zaraščen kot en gozdovnik, pa je rekel, a bi lahko jaz tukaj pri vas prenočil. In oni so rekli, seveda, ker so ubogali njegovo navodilo izpred 7 let, lahko vsak, ki nima za prenočiti, lahko pri nas prenoči. Prenoči, naslednje jutro vpraša za službo, ali bi lahko jaz pri vas bil v službi. In so rekli, ok, računovodje nimamo, predstavnike za stike z javnosti imamo to, nimamo prostih delovnih mest, imamo pa recimo za pastirja, ne, si tudi tako zgledate, imate pastirske obleke, tudi zgledate kot nek tako ovčar, ne, to kar grozen tako, bi se vas še ovci ustrašili, lahko probate kot pastir, ovac. In on zdaj gre, to pa zdaj malo zamerim, jaz tej mici, ker ne pove, zakaj ima to pomen, ampak on zna pol te ovce naučiti, da hodijo ovce po dve iz paše domov, ne, skratka tako, pokorne ovce, in ga vprašajo, ali bi lahko tako prepričali tudi krave naučili. In on reče, seveda, in naslednji dan nauči krave, da hodita po dve domov. Ali bi lahko tako naučili tudi konje? Seveda, in naslednji dan nauči še konje, da hodijo po dva domov. In vse živali spravi v red, skratka, ta je blazen red in disciplina vladata v tem hlevu, na kar zmanjka teh bogatih plemičev, ki bi hoteli zajahati konja. In začnejo prihajati že, rečejo, noč to Alenčico moramo poročiti, ne, dajmo zdaj in pol prihajajo tudi ti ubogi ljudje, ne, te konje jahati, ampak konj nima, ne, on konj ne reče zdaj, ja, ti si pa revež, tebe bom popustil, da me boš jahal. Ne, konj je pometel dol tudi vse revne ljudi. In pol jih je skoraj že zmanjkali in je rekel tudi še ta pastir, a bi lahko še jaz probal konja zajahati, ne? In je rekel tale, bom vprašal gospa reče, ja pa zakaj pa ne, naj pa še on proba, ne. In tako pač ta pastir, kralj Matjaž, se odpravi proti hlevu, takoj, ko pride 25 metrov od hleva, je konj ful se razveselil, takoj na zadnje gor, takoj je začel te piruetno-plesne tehnike, ne, konjiček je tako, po dveh, pa po sprednjih dveh, pa nazaj, pa samo po grivi, pa samo po repu, pa ploskov, pa kan je plesel konj, oni so sam gledali in pride takoj, poklekne pred tega, on se usede gor in greste takoj en krog in so rekli, oj, kako pa ta obvlada tega konja, noro, to je pa res en hud jezdec, se nam je zdel, ker je znal ovce tako lepo in krave porihtati, da ima smisel za ravnanje z živalmi, ne. In zdaj on jaha po tem konju in konj špona direkt proti enim železnim vratom, v slow motionu, zdaj se vse zelo počas dogaja, ne. Vi vidite tega močnega konja, a si predstavljate, dajte oči zapreti, konj, močen, ta res mišičast, križanc med haflingerjem, delavskim konjem, arabskim žrebcem in lipicancem, ne, bel, ful širok, ful mišičast, 4,5 metre velik konj, na njem ta človek z veliko brado, z veliko frizuro, vse vihra v vetru, strele so tle zadnji na platnu, strele pokajo in teče te navzdrvi konje, tako počas delajo. Konj, tudi slina gre tako konju, slina mu gre tako ven, slina mu gre in on zadnji gor, takole nabija in direkt proti železnim vratom mi slutimo katastrofo. Vidimo ta železna vrata in rečemo karambol bo, ker zmerje, ker so železna vrata in stvar, ki se giba z močno silo proti železnim vratom, se zabije v železna vrata in se nekaj groznega zgodi, ampak ne! Kralj Matjaž potegne svoj zarjavel meč, takega je dal mokrega v nožnico pred 7 leti, ki je 12 glav posekal in sam takole naredi proti železnim vratom. Pof! Železna vrata se razkoljajo na pol, kralj Matjaž uleti skozi ta železna vrata, kakor Safet Sušič čez bolgarsko obrambo leta 1983, 21. decembra na stadionu Poljud. Mladen Delić je ta prodor pokomentiral z besedami ko vruč nož kroz maslac. Tako je šel kralj Matjaž skozi ta železna vrata
in izpolni zdaj torej oba pogoja, da se poroči z Alenčico. Seveda pa Alenčica ni vedela, da je to on. Ona je mislila, da je njen tip pokojen. Ona je že svečke pržigala gor. Tudi aromoterapijo mu je pržigala, vse mu je dala, te razne dišave, ona je tudi že dala, celo to žalovalno fazo je dala že skozi, to, ko so te faze žalovanja, sprejemanje, zanikanje, jeza, vse to je že predelala vse, pa ona je bila kontent, ona bo vzela tipa, ki bo jahal konje in razbil železna vrata, bom vzela tega kosmatinca, kaj čem zdaj? Ampak je rekla svojemu frizerju, preden bi se jaz poročila s tem tipom, bi pa vseeno, dajmo ga malo urediti, lahko imam rada te košate brade, imam rada, ampak da bi ga vseeno videla tako, kakor za na osebno izkaznico. In zdaj njega pobrijajo, postrižejo vse in ga pripeljejo k tej Alenki, Alenčici in ona reče, joj, koliko si pa ti podoben našemu Rajnkemu. In on reče, ker tudi sem Rajnki, nisem Rajnki, ampak sem, jaz sem kralj Matjaž, jaz nisem iluzija Supermana, jaz sem Superman, jaz nisem hologramska projekcija, jaz to sem. In ona mu pade v objem, stisneta se in tako je zdaj poroka. In zdaj ne živita srečno do konca svojih dni. Ne. To je pravljica iz Savinjske doline. Sreča do konca dni ni dovoljena. Zgodi se namreč dramatičen zaplet, neprevidna beseda kralja Matjaža. Ko se usedejo za mizo in si pripovedujejo, kaj se je vmes dogajalo, kralj Matjaž pove vse te štorije, ki sem vam jih jaz povedal, in potem reče, z vsemi sem se boril, vsem sem se postavil nasproti, zdaj se moram boriti samo še z Bogom. In v tem trenutku pokne, gore se dvignejo in zasujejo kralja Matjaža v veliko luknjo, kjer je še zdaj noter in spi in čaka, da se mu brada 7-krat ovije okrog mize in pol bo prišel nazaj kot vroč nož skozi putrček. Oja, bodite pripravljeni, da res. Tako prav Mica, Štanfelnova. In moramo ji verjeti. Hvala.
potekala, pa smo prišli do konca. Jaz bi se vam najlepš zahvalila za tole druženje. Zahvaliti se moramo tudi Javni agenciji za knjigo, ki je omogočila tale današnji dogodek. Torej, z vami so bili Samo Kutin in Ana Kravanja. Če vam je njihova muzika všeč, lahko tudi kakšen CD nabavite, ki jih imajo s sabo. Sicer bi se pa najlep zahvalila tudi pripovedovalcem, torej Katja Preša, Boštjan Napotnik in Ciril Horjak. In pa seveda naj vas povabim še na druženje tamle v Preddverju, kjer se dogaja še vedno knjižni sejem in tudi založniki so se potrudili in so prinesli veliko knjig za otroke. Tako da želim vam lepo nadaljevanje večera v okrašeni Ljubljani ali pa tukaj ali pa kjerkoli že boste in hvala za vašo pozornost.